26. aprila je minilo natanko 80 let od obiska Maribora, enega največjih vojnih zločincev v zgodovini človeštva, Adolfa Hitlerja. Po 8 desetletjih pa se še vedno poraja vprašanje, zakaj je Maribor edino nekdaj jugoslovansko mesto, ki ga je Führer tudi osebno obiskal. Prišel se je pokazati na ozemlje, za katerega so rekli, da so si ga vzeli nazaj. Se pravi, oni so trdili, da so prišli osvoboditi njihovo ozemlje. Potekal pa je približno časovno tako nekako okoli ure in pol in Hitler se je sprehodil po nekaterih lokacijah mesta, kjer je potem vrhunec njegovega obiska bil pri gradu v centru mesta. Lahko bi rekli tako na hitro, pavšalno, da je prišel dati zelo jasen signal te pripojitve v njihovih očeh njihovega ozemlja nazaj k matici. Ena izmed največjih napak pri navajanju zgodovinskih dejstev Maribora je ta, da je Adolf Hitler z rotovškega balkona v svoji znani retorični maniri vzklikal: "Naredite mi to deželo spet nemško." Stavek je sicer dejansko izrekel, vendar že pred zasedbo Spodnje Štajerske, takratnemu šefu civilne uprave doktorju Siegfriedu Überreiterju. In na tem mestu moramo sedaj nekako, rečemo temu, dokončno razjasniti. Hitler ni prišel v Maribor na balkon se v njegovi značilni maniri dreti: "Naredite mi to deželo spet nemško." Ampak bi lahko rekli, bila je neka taka bolj perfidna podpora, ker tudi v samem gospodarskem smislu je tukaj bilo za njega zelo pomembno področje za industrijo, vojno industrijo. Se pravi, zelo pomembno izdelovanje zadev, ki jih je Wehrmacht potreboval za uničevalni pohod. Vodilni funkcionarji nacistične Nemčije so takratnemu lokalnemu prebivalstvu dajali vtis, da se je Hitler za zasedbo Spodnje Štajerske odločil spontano, vendar temu ni bilo tako. Že v zgodnjih 30 letih oziroma natančneje po letu 1933 je na tem območju začela delovati 5. nemška kolona. Sestavljali so člani nemške manjšine Kulturbunda, njihova naloga pa je bila pred in med aprilsko vojno pomagati nemškemu okupatorju. Ljudje so tudi do določene mere živeli v nekem sožitju, ampak so se te težnje in tendence z strani nemškega prebivalstva seveda več let razvijale in je ta obisk bil samo en vrhunec, oziroma, če sedaj rečemo, morda mi je prišel dati tudi nek znak velike vzpodbude njihovega dela v ozadju, ki je potekalo pred samim napadom Reicha na takratno Jugoslavijo. Tematike holokausta in opozoril na njegove grozote se je lotil Michael Toš s svojim projektom Kein Kampf, nekakšno diametralno nasprotje Hitlerjevega Mein Kampfa. Projekt razvija že od leta 2005, ko je s svojimi sodelavci imel možnost pregovoriti s številnimi udeleženci holokausta oziroma njihovimi sorodniki. In ko imaš stik z žrtvami tudi takega formata, kot je bil Mannheimer, se zaveš resnosti te situacije. Jaz vselej pravim, holokaust in Tretji Reich ni zgodovinska tema, nekje tam onkraj, kot so denimo neke antične teme, o katerih lahko beremo v knjigah in si jih imaginiramo v naši fantaziji, ampak je to tema, ki se nas dotika še danes in ki je lahko v sami svoji ideji z napačnimi pristopi spet v porastu. Slednje pa dejansko predstavlja velik problem tudi današnje družbe, saj so v porastu močne socialne stiske, ki privedejo do radikalnih videnj oziroma načel. Problematiko pa še poglabljajo določeni pristojni funkcionarji, ki s potvarjanjem zgodovinskih dejstev sicer izboljšujejo svoj položaj, a hkrati resno ogrožajo demokratična načela družbe. Vidi zelo podobne elemente: gospodarska kriza, brezposelnost, socialne stiske, rast trivialnosti, se pravi površinskih vsebin populizmov, in potem nekako lahko potegne vzporednico, da je sod smodnika že poln, da so potrebne samo še tiste iskre oziroma ogenj, da to raznese. V agresiji, v jezi, v sovraštvu ne bomo našli ključa do rešitve, ampak bomo vsako situacijo, ki v nas ustvari te emocije, samo še poglobili in širili. Tako da zavedajmo se naše odgovornosti in zavedajmo se, da so rešitve vedno na dlani, treba se pač potruditi, da jih najdemo in imamo zadosti časa, imamo možnosti in imamo znanje za to. Kot družba se je pomembno zavedati, da holokaust ni mit, ampak resnica grozodejstev, za katere je po navedbah zgodovinarja dr. Marjana Toša vedel ves svet, a je enostavno molčal. Iz takšnih in podobnih napak se je potrebno naučiti vsaj nekaj, in to do te mere,
da se takšna morija v kakršnikoli obliki nikoli več ne ponovi.